Če bodo demokratični socialisti Amerike dosegli svoje, ne bo več demokratske stranke in na koncu tudi ne več Združenih držav Amerike. Ta teden je Michigan pravkar predal vajeti demokratske stranke moškemu, ki odkrito hvali v ZDA označene teroristične skupine, kot je Muslimanska bratovščina. Dobrodošli nazaj v Axis of Truth. Sem Emily Schrader in ta teden je Abdullah Said zmagal na demokratskih predizborih za ameriški senat v Michiganu, kar je na nesrečo prebivalcev Michigana. Zdaj ljudje iz DSA to imenujejo progresivni preboj, čudež ljudske iniciative. Ampak kaj je progresivnega pri kandidatu, ki ga hvali celo Muslimanska bratovščina? Ali kandidatu, ki se dobesedno norčuje iz naglasov? Poglejte si to. Zdaj, Mike, samo spomnil te bom. Če ne veš, kako izgovoriti ime, ga ne daj v svoja prekleta usta. Ali pa me preprosto kliči Abdul. To je strpna in napredna Amerika, kakršno si želi videti DSA. No, pravzaprav, ja, ker so totalitarni marksisti. Ampak o tem bomo govorili kasneje. Kar imamo tukaj, je študija primera moralnega razkroja države, ko lahko skrajno levičarski kandidat, ki sovraži Ameriko, zgradi celotno kampanjo na teorijah zarote ter etnični in verski diskriminaciji Judov in je na koncu zato še nagrajen. Začnimo s tem, kaj El Said dejansko pravi o Izraelu. Na CNN je judovsko državo označil za odpadniško državo in lažno obtožil Izrael genocida ter dodal, kaj pri izvajanju genocida po tvojem mnenju ni zlodejanje. In citiram. Očitno El Said nima težav z genocidom, ko Hamas napade suvereni Izrael ter množično pobija in ugrablja ljudi. Toda dvojna merila so resnično bistvo igre, ko gre za DSA. El Said je večkrat obtožil Izrael apartheida. Izraelsko vlado je po zmagi na volitvah označil za krvoločno. In ko ga vprašajo, ali ima Izrael sploh pravico obstajati kot judovska država, ne želi odgovoriti. Sprašujem se, zakaj je temu tako? Medtem pa je v Michiganu, potem ko je terorist z avtomobilom zapeljal judovsko šolo sinagoge v poskusu ubiti ameriške judovske otroke, njegov odziv bil: prizadeti ljudje prizadenejo druge. Ker je imel terorist sorodnika, ki je bil član teroristične skupine Hezbollah in je bil ubit v boju v Libanonu. Poglejte. Prizadeti ljudje prizadenejo druge. Nasilje je začaran krog. Ayman al-Zawahiri je prejšnji teden v zračnem napadu v Libanonu izgubil družino, vključno z 2 otrokoma. Bili so nedolžni ljudje in potem je v zlobnem dejanju preusmerjenega besa poskušal svojo jezo izliti na nedolžne otroke, ki niso imeli ničesar z izgubo nedolžnih otrok, ki jih je izgubil, razen tega, da si delijo vero. Zdaj pa El Said tudi ni hotel reči, da je bila likvidacija Hitlerja našega časa, Ajatole Hameneja, dobra stvar, ker je imel volivce, ki so bili, kot je sam rekel, žalostni. Resno? Vse to pa dobi kontekst, ko vidimo, da je to kandidat, ki je svojo celotno kampanjo resnično zgradil okoli napadanja AIPAC-a, ameriške lobistične organizacije, ki jo financirajo izključno Američani, in blatenja te skupine, pri čemer trdi, da deluje v imenu tuje vlade. Ne drži. Medtem ko je gradil svojo prepoznavnost na zavračanju tujega vpliva, pa je njegova lastna kampanja tiho prejela več kot $115,000 od donatorjev povezanih s Kerom, Svetom za ameriško-islamske odnose, skupino, ki jo je Združeni arabski emirati uradno označili za teroristično organizacijo. Prav tako sta jo za teroristično organizacijo označili zvezni državi Florida in Teksas. Na seznamu donatorjev so predsednica nacionalnega odbora KER, nacionalni blagajnik in izvršni direktor KER-a Nihat Awad, isti moški, ki je dejal, da je bil vesel, ko je Hamas 7. oktobra udrl iz Gaze. Ne pozabimo, da je bil KER v sojenju za financiranje terorizma fundacije Holy Land naveden kot neobtoženi sozarotnik. A sled denarja El Saida postane še bolj sumljiva, ko ugotovite, da je prav El Saidov tast eden največjih finančnih podpornikov Super-PAC-a, ki podpira njegovo kampanjo. Ta tast je član ustanovnega odbora Islamske skupnosti Severne Amerike, ki je še ena organizacija navedena kot neobtožena sokrivka v največjem primeru financiranja terorizma v ameriški zgodovini. To je človek, ki kandidira z obljubo, da bo tuji denar odstranil iz politike. A to ni prvič, da je El Said pokazal, kje so njegove resnične simpatije. Že leta 2011, med arabsko pomladjo, je dejansko napisal članek, v katerem je Američane pozval, naj podprejo vzpon muslimanske bratovščine v Egiptu. Celo podpisal je izjavo podpore vodji bratovščine, Mohamedu Morsiju. To je seveda isti Morsi, katerega kratko vladavino so zaznamovali obračuni z nasprotniki in prizadevanja za uvedbo šeriatske vladavine. Sem omenila, da je muslimanska bratovščina razglašena za teroristično organizacijo v Egiptu, v Združenih arabskih emiratih, v Siriji, Rusiji, Bahrajnu.
In določeni deli so razglašeni tudi v Združenih državah Amerike, kjer ima dokumentirane podružnice, ki delujejo prav tukaj v Združenih državah. A resnica je, da jim sploh ni treba biti tukaj, da bi podpirali El Sajida, saj je uradna spletna stran muslimanske bratovščine po njegovi zmagi na predizborih ta teden dejansko objavila članek, v katerem so slavili njegovo zmago. Kot dokaz uspeha te mreže skozi več desetletij pri normalizaciji podpore organizacijam kot je Hamas znotraj ameriške politike. Zdaj pa se pogovorimo o tem, s kom se El Sajid obdaja v tej kampanji, saj je tukaj DSA v to tekmo vpleten na vsakem koraku. Hasan Piker, islamistični komunistični streamer z milijoni sledilcev, je skupaj z El Sajidom nastopil na Michigan State in Univerzi v Michiganu. Prav tako pa se je pojavil tudi na njegovi volilni zabavi. Zdaj, Piker je moški, ki je leta 2019 dejal, da si Amerika zasluži napad 11. septembra. In je celo obesil časopis v svojem kadru med prenosom v živo, da bi to proslavil. Ta islamistični čudak je dobesedno produkt nepotizma, ki se sprehaja v dizajnerskih oblačilih, pridiga o komunizmu in se celo oblači v slogu Mao Tse-tunga, ko nagovarja študente na fakultetah. Piker je tudi izrecno hvalil Hamas in pozival k političnemu nasilju. Prijazen tip, kaj ne? No, postal je nova politična ljubljenka DSA v kampanji. In tukaj lahko vidite, kako močna je njihova programska platforma, kot jo predstavlja sopredsednica DSA Megan Romer. Poglejte. Ja, torej naše stališče je svobodna Palestina s prestolnico v Jeruzalemu. In mislim, da bi to lahko varno razumeli kot eno državno rešitev. Torej, če bi Palestinci sprejeli dogovore iz Camp Davida, o katerih so se pogajali na začetku stoletja pod administracijo Clintona, bi vas zadovoljilo? Dobro vprašanje. Moram si ogledati, kakšne so bile dejanske podrobnosti tam. Ne vem jih na pamet. Torej, sploh ne vedo, kaj so sporazumi iz Osla, a želijo oblikovati politiko. Kakorkoli, nazaj k Pikerju. Prav včeraj je šel v prenos v živo in zahteval, da se demokrati, ki niso podprli El Sajida, kaznujejo, ter imenoval demokratske predstavnike establishmenta, ki sodelujejo z drugo stranjo, za nepopravljive in dejal, da jih je treba odstraniti iz vrst stranke. To ni samo streamer, ki ima svoje mnenje, prav? To je nekaj veliko bolj skrajnega, kar vidimo iz vse njegove retorike. In kdo za vraga je on, da lahko demokratom govori, kdo sme in kdo ne sme biti v njihovi stranki? Sploh ne bi smel biti v tej državi, sovraži to državo. DSA in ljudje kot je Piker vsakemu izvoljenemu demokratu vsiljujejo preizkus lojalnosti od zunaj stranke v tej državi. In iz nekega nerazložljivega razloga jim demokrati to dovoljujejo. Tudi dolgoletni demokratski strateg James Carville je opozoril, da ta boj zdaj dejansko določa, v katero smer bo šla celotna stranka. Leta 2028. In kljub porastu sovraštva do Judov, ki ga opažamo, večina Američanov noče, da bi komunisti, ki podpirajo islamistični teror, vodili dogajanje. Kakšna pa so El Sajidova stališča? Kaj pravzaprav želi narediti? No, poglejmo si. Skoraj celotno svojo kampanjo je zgradil okoli ene trditve, da nasprotuje pomoči Izraelu, vključno s financiranjem železne kupole, obrambnega sistema, ki se streljuje rakete, preden ubijajo izraelske civiliste. Zakaj? Ker po njegovih besedah naši otroci so v šolah, ki so že zelo dolgo premalo financirane, brez zaščite. No, naredimo malo matematike tukaj. El Sajid noče, da veste, da poraba za socialne pravice, socialno varnost, Medicare, Medicaid in ostalo predstavlja več kot 60% celotnega zveznega proračuna. Zunanja pomoč v celoti predstavlja manj kot 1% celotnega zveznega proračuna. Združene države so samo v zadnjem letu porabile več kot $1 bilijon za javno izobraževanje. Paket Iron Dome, za katerega El Sajid tako obupano želi, da verjamete, da jemlje denar šolam v Michiganu, znaša približno $115 milijonov, kar je v resnici enako kot zaokrožitvena napaka v primerjavi z bilijonskim proračunom za izobraževanje. To ni proračunski argument. To je sovražen, neveden moški, ki je obseden z državo, ki je tisoče mil stran in nima nobene povezave z njegovim okrožjem, ker je v svojem bistvu on islamistični supremasist. Kar se je ta teden zgodilo v Michiganu, je natanko to, kar je načrtovala DSA. Želijo zgraditi koalicijo denarja za oskrbo, simpatizerjev muslimanske bratovščine, podprto strani stalno prisotnih spletnih streamerjev, nato pa se pretvarjati, da je to tisto, kar si želi ameriška javnost. To je resnično izredna situacija za demokratsko stranko. Prebudite se, demokrati. Če se zdaj premaknemo k Iranu. Medtem ko Washington praznuje tisto, kar imenuje preboj z islamskim režimom, se Teheran zagotovo smeji. Saj režim znova dobiva vse, kar si želi, ne da bi se moral čemurkoli odpovedati. Mesecem je bil Hormuška ožina dejansko zaprt.
Režim ga je zaminiral, napadel ladjo v njem in razglasil, da bo vsako ameriško ali izraelsko povezano plovilo, ki bo šlo skozi, obravnavano kot legitimna tarča. No zdaj Washington hiti z napovedjo dogovora z režimom in skupaj z Omanom želi ponovno odpreti preliv. In po poročanju državnih medijev režima zahtevajo dogovor, ki bi popolnoma prepovedal ameriškim in izraelskim plovilom prehod skozi preliv. Poleg tega pa bi vsakega kršitelja kaznovali z globo do 20% vrednosti njihovega tovora. Torej, Washington hiti, da bi kot diplomatsko zmago razglasil dogovor, ki bi ameriške ladje izključil iz morskega prehoda, po katerem potuje petina svetovne oskrbe z nafto. Razumem. In zdaj, čeprav ameriški uradniki govorijo, da je objava oddaljena le še nekaj dni, režim še vedno najde načine, kako premikati vratnice. Ta konec tedna je zunanji minister Abbas Araghči novinarjem povedal, da se užina Hormuz pravzaprav ne bo ponovno odprla, tudi če bo omanski dogovor dokončan, ker, po mnenju Teherana, ZDA režimu še vedno dolgujejo koncesije zaradi domnevne kršitve prvotnega okvira premirja iz junija. Zdaj je Araghči posebej obtožil Washington, da spodkopava nadzor Islamske republike nad plovno potjo, saj poskuša vzpostaviti alternativno ladijsko pot. Lastno ladijsko pot, groza, v vodah, ki seveda niso iranske. Z drugimi besedami, režim zahteva, da Združene države nehajo poskušati zaščititi svoje lastne ladijske interese v plovni poti, ki je Iran niti v celoti ne nadzoruje in ameriški lastni interes prikazuje kot prelomljeno obljubo njim. Zato se ne pogajaš z islamskim režimom ali IRGC, premagaš jih vojaško. Spominjam vas, da gre za isti režim, katerega glavni pogajalec, Gali Bak, je ta teden javno zasmehoval predsednika Trumpa, ker je večkrat grozil z množičnimi napadi, nato pa jih preklical. Žal pa nima povsem napačnega mnenja o tem vzorcu, o katerem smo že govorili v tej oddaji. Trump rad govori. In vsakič, ko Washington popusti, se režim znova nauči iste lekcije. Da so grožnje Združenih držav predmet pogajanj in da zavlačevanje deluje. Ta trenutek ni premirje med dvema izčrpanima stranema, ki iščeta mir. Mislim, to je režim, ki je ubil naslednika svojega lastnega vrhovnega voditelja. Kriza v pogajalsko prednost. Svetovno odvisnost od zalivske nafte izkoriščajo kot vzvod, da bi Združene države in Izrael izrinili iz enega najpomembnejših strateških morskih prehodov na svetu. In resnično to deluje, ker si Washington bolj želi izhoda, kot pa ga dejansko potrebuje IRGC. Resnica je, da nobena različica tega dogovora ne bo pripeljala do tega, da bi se Islamska republika obnašala bolje. Režim ni nenadoma odkril zavezanosti svobodni plovbi ali mednarodnemu pravu. In resnica je, da je vsak dan, ko se to vleče, še en dan, ki ga režim izkoristi za obnovo tistega, kar sta Združene države in Izrael dejansko uničila februarja, pa naj bo to jedrski program ali program balističnih raket. Washington bi moral to poimenovati tako, kot je – ameriška predaja, saj se je celotno pogajanje skrčilo na ladijsko pot. To ni tisto, zaradi česar naj bi se ta vojna sploh vodila. Kaj se je zgodilo z jedrskim programom? Kaj se je zgodilo z uničenjem programa balističnih raket, ki ga tako hitro obnavljajo? Kaj se je zgodilo z ljudmi v Iranu? Se jih spomnite? Tistimi, ki jih je ta administracija pozvala naj vstanejo. Tistimi, katerim je predsednik obljubil, da jim bo poslal pomoč. Samo letos je bilo že izvedenih na stotine usmrtitev in še stotine drugih je v nevarnosti, da bodo usmrčeni zaradi obtožb, kot so vohunjenje in sovraštvo do Boga. Vse to se dogaja, medtem ko režim še vedno aktivno minira pomorske poti in napada tankerje. Tudi ta konec tedna je Združeni arabski emirati poročal, da je režim v soboto napadel še eno plovilo, v istem tednu, ko Washington to imenuje napredek. Torej ne, to ni pogajanje o tem, ali bo režim dobil bombo. Kajti trenutno, in upam, da se to spremeni, ampak resnica je, da nas je Bela hiša izdala in zamenjala celoten vojni cilj za ladijsko pot. In resnično mislijo, smo dovolj neumni, da jim verjamemo, ko to imenujejo zmago. To ni zmaga. To je politično poziranje za vmesne volitve. In iskreno, to je strahopetnost, ki v tem primeru neposredno opogumlja zlo. In zdaj, kot vedno, imamo dobre, slabe in grde zgodbe tega tedna. Začeti želim z dobro zgodbo tega tedna, ker dejstva končno dohitevajo. Res, že leto dni medijske histerije. Nova prehranska raziskava, ki jo je usklajeval UNICEF-ov lastni prehranski klaster, to je organ, ki dejansko vodi nadzorni sistem za prehrano v Gazi, je pravkar izmerila akutno podhranjenost otrok v Gazi po posameznih regijah, vključno z višino, težo, obsegom roke, po isti metodologiji, ki se uporablja po vsem svetu. In rezultat se je gibal med 0,2 in 0,8%.
To je na ravni ali celo pod predvojno stopnjo v Gazi. In to je primerljivo tudi s tistim, kar bi našli v razviti državi, ne pa v kakšni stradajočem vojnem območju ali državi po lakoti. Ne pozabite, to niso podatki, ki jih objavlja IDF. To je isti sistem ZN, ki je najprej razglasil lakoto v Gazi, zdaj pa nasprotuje svoji prejšnji ugotovitvi. Zakaj? Ker je bila to prevara o lakoti v Gazi. In skrajni čas je, da to nekdo jasno pove. Saj smo mesece gledali, kako so se iste fotografije pojavljale v vseh večjih medijih kot dokaz namerne izraelske kampanje stradanja. Zdaj je New York Times na naslovnici objavil fotografijo 18 mesecev starega dečka po imenu Mohamed Zakarija al-Mutawak pod naslovom Mladi, stari in bolni so umrli od lakote v Gazi. Nekaj dni kasneje so dodali uredniško opombo, v kateri so priznali, da je imel otrok pravzaprav že obstoječo zdravstveno težavo, ki je vplivala na razvoj njegovih možganov in mišic. To informacijo so dobili od njegovega zdravnika in njegovega starejšega brata, ki je stal tam na istih fotografijah. Videti je bil popolnoma zdrav skupaj s svojo mamo. In to še zdaleč ni bil edini primer v tem dogodku. Komaj teden dni kasneje so mediji predstavili drugo otroka, deklico po imenu Marjam, kot nov obraz domnevne lakote, pri čemer so trdili, da zdravniki niso našli nobene osnovne bolezni. Tudi to se je izkazalo za neresnično. Mednarodne redakcije z oddelki za preverjanje dejstev, ki imajo tuja dopisništva in skoraj neomejene vire, so zgrabile slike bolnih otrok in jih nato predstavile svetu. Kot nekakšen dokaz umetno povzročene lakote, pri čemer so celo same določile, kaj lakota sploh pomeni, da bi to lahko trdile. Ne enkrat. To so počele večkrat. In popravki, ko so jih objavili, so dobili le delček pozornosti, kot jo je prejela laž. Tako da, ja, podatki so v resnici zelo dobra novica. Ampak iskreno, prava zgodba tukaj je, kako so se očitno najbolj zaupanja vredne svetovne novinarske hiše pustile spremeniti v propagandni sistem za to prevaro o lakoti v Gazi. In res, kako malo odgovornosti so za to nosili od takrat naprej. No, naša slaba zgodba tedna je zgodba 26-letne prvakinje v kickboksu in tajskem boksu, ki jo v Iranu čez nekaj dni čaka obešanje zaradi zločina, ker je nosila gasilni aparat. Njegovo ime je Binjamin Nafiti in bil je eden izmed milijonov Irancev, ki so januarja letos preplavili ulice Širaza in zahtevali konec Islamske republike. Zdaj, aretirali so ga 3. januarja in obtožili, da je z gasilnim aparatom poškropil varnostne sile na motorjih. Nihče ni bil poškodovan, nihče ni umrl in celo tožilci režima so opustili obtožbe za poskus umora ter nošenje orožja, ker za to ni bilo nobenih dokazov, celo po njihovem mnenju. Namesto da bi ga izpustili, je sodišče preprosto preimenovalo vse, kar so še lahko našli, vodenje vojne proti Bogu, kar je tam kaznivo dejanje, za katero je predvidena smrtna kazen, in ga obsodilo na smrt. Že v enem dnevu po njegovi aretaciji je državna televizija ATV že predvala njegovo izsiljeno priznanje. Njegov odvetnik pa ni imel pravega dostopa do stranke, poleg tega pa je bil v samici. Nedavno so ga premestili v zapor Adelabad, ustanovo, ki je znana kot kraj, kjer režim izvaja usmrtitve v Širazu. Torej je predviden za usmrtitev. Zdaj pa njegov brat javno prosi predsednika Donalda Trumpa, naj posreduje in poskusi doseči kakršenkoli dogovor v zadnjem trenutku, preden se ta usmrtitev dejansko izvede. In iskreno, razumem, zakaj poskuša. Saj smo ta pristop že videli. V nekaterih primerih pozornost dejansko pomaga, morda pa ne pri Donaldu Trumpu. Leta 2020 je namreč javno prosil režim naj pomilosti mladega rokoborca Navida Afkarija, vendar ga je režim vseeno obesil nekaj dni kasneje. Zdaj resnično upam, da se motim glede tega, kako se bo to končalo za Benjamina. Toda ta režim nam je jasno pokazal, kdo je. Tudi medtem, ko njihovi diplomati stiskajo roke zaradi pomorskih poti, njihova sodišča pa se pripravljajo obesiti stotine ljudi, kot je ta 26-letni športnik, zaradi nečesa, kot je gasilni aparat. Prosim, širite informacije o Benu Benjaminu. In nazadnje, naša grda zgodba tega tedna. No, v resnici je bolj žalostna. Imamo najboljšo švedsko mornarko, Greto Thunberg, ki se je ta teden pojavila v Belfastu na nastopu skupine Knikep, oblečena v kefijo in irsko trobarno balaklavo. In katera skupina je bila to, zaradi katere je šla tja? No, to je ista skupina, ki jo trenutno metropolitanska policija obtožuje po britanskem zakonu o preprečevanju terorizma, ker so na odru v Londonu razkazovali zastavo Hezbolaha. In predskupina Bob Vylan, ista skupina, katere pevec je lani na Glastonburyju vodil množico v vzklikanju smrt, smrt IDF-ju. Dogodek je bil tako slab, da je celo BBC priznal, da bi moral prekiniti prenos v živo. Ameriško zunanje ministrstvo je prav tako odgovorilo tako, da mu je preklicalo vizum. In še vedno je nekaj mesecev kasneje gostoval v podcastu in rekel, da bi to naredil znova, brez oklevanja.
To so ljudje, s katerimi Greta Thunberg danes izbira preživljati svoj čas. In to je tisto, kar se mi zdi tako žalostno. To je mlada ženska, ki je svojo javno podobo zgradila na podnebnih spremembah. Na tem, da je otroke spodbujala naj izpustijo pouk in protestirajo za planet. A nekje na tej poti je vse to želela zamenjati za navijanje skupaj z množico, ki vzklika: Smrti da Few se pridružuje nezakonitim flotilam in slavi skupino, katere član je obtožen podpore Hezbolahu. Resno? Mislim, kako greš od tega, da želiš rešiti planet, do tega, da je tvoj glavni cilj sovraštvo do Judov. Nov cilj, ki omogoča, da ostane jezna na svet. No, to je oddaja za ta teden. Če želite biti na tekočem z vsem, kar se dogaja z Iranom in Izraelom, me spremljajte na X in na Instagramu. Sem Emily Schrader in to je bila Os resnice na JNS. Se vidimo naslednji teden.